nobena zasvojenost ne pride čez noč, prav nobena. Ne? Tako da bi recimo se danes zgodilo, da nekdo ni zasvojen, jutri pa govorimo o neki težki zasvojenosti. Vse pridejo postopoma. Nekatere bolj opazimo, zato ker so bolj vidne navzven, nekatere manj, mogoče tudi zato, ker smo bolj tolerantni ali pa premalo vemo. In jaz mislim, da je ravno bojazen, da te zasvojenosti starši ne opazijo dolgo, ker se v njej praktično tudi ni govorilo veliko. Tako kot sem že uvodoma rekla, vedno smo se bali v bistvu otrok, ki bi zapadli v mamila. Skratka, to je bil velik strah, medtem ko internet je veljal res za nekaj zelo pozitivnega. V družinah, kjer je pogovor, torej kjer se sedi ob neki kuhinjski mizi, pa to ne samo takrat, ko poješ, pa še med tem telefoniraš, pa pravzaprav imaš računalnik na mizi, kjer se je, kjer vlada torej neka res pasivna družinska klima, to je težko opaziti. Zato, ker so starši pravzaprav srečni, da otrok sedi v neki sobi ali v veliki hiši, ko gredo spat, ne vidijo, da je luč do 4 zjutraj, potem se že zdani in otrok nadaljuje in so vsi srečni, ker ni žrtev ali pa storilec nekega dejanja. Starši smo odgovorni za svoje otroke in vzgoja se začne torej pravno od zibelke dalje. In če otroka poznaš, če se z njim pogovarjaš, če si z njim v stiku, potem tudi opaziš, kdaj zaide v krizo. Velikokrat so zasvojenosti, govorili smo o gospej, ki je pravzaprav živela neko tako življenje, govorimo pač o mladih, ki velikokrat nimajo doma. Imajo sicer streho nad glavo, imajo hrano, imajo marsikaj, celo velikokrat starše, ki jim dajo potuho, torej da jim ni potrebno nič delati, če ne hodijo v službo, preživijo cel dan ali spijo, še boljše, če bi nekaj delali na računalniku. In meni se zdi, da je prva pot, da osvestimo starše. In zato je zelo pozitivno pravzaprav letošnje sporočilo in ta okrogla miza, ki je namenjena staršem, ker če starši ne vedo, da obstaja ta zasvojenost, potem ne bomo nikoli otroke prepričali, ker otroci so toliko bolj labilni, sugestibilni, pravzaprav se ne znajo marsičemu upreti, ampak so starši tisti, ki bi jih morali pravzaprav voditi skozi življenje. In če starš pozna in vidi otroka, vidi, ali prihaja domov vinjen, ker pa počaka in ga opazi, vidi, če je recimo zasvojen z mamili, ker je mnogo znanja in mnogo možnosti najti strokovnjaka, ki ti bo povedal, začne krasti doma predmete, pa nekako smo tolerantni. Samo da ni zunaj, da jih ni vzel, bomo malo tolerirali. Pa se naš ni, pa se naš ne more biti. Kaj šele s to zasvojenostjo, ki je nova, ki nekako, videli smo samo njene čudovite in lepe strani. In starši pogosto smo se kasneje vključili v računalniško pismenovanje, večina vsaj. Tako da ti je včasih kar nerodno vprašati pravzaprav otroka, ki ve veliko več. Mnogo otrok slovenskih, bomo rekli kar 70% otrok starosti, recimo osnovnošolske ali pa srednješolske, so lahko že učitelji svojim staršem. In kako naj potem tak starš, ki sploh ne ve, da se to dogaja, pa pravzaprav manj pozna vse te vsebine, manj lahko kontrolira otroka, reče, ti si pa zasvojen. Torej je zelo, zelo pomembno, da starši v Sloveniji spoznajo to nevarnost, ki bo lahko jutri enako huda, kot je povedal gospod Kramli, kot nas je skrbelo, da bo otrok z mamili zasvojen. Enako potrebno zdravljenje, odsotnost, nedelovnost, poznamo veliko mladih, ki so uživalci drog, ki so popolnoma brez služb, še veseli so starši njihovi, če ne končajo na domu kot storilci kaznivih dejanj, zato ker 1000 evrov dnevno za drogo, za heroin, ki jo porabi nek uživalec, si ne more privoščiti niti nekdo z visoko plačo, kaj še ne brezposeln. In zato pravzaprav krade. In te zasvojenosti nekako nas je strah. Medtem ko to današnjo zasvojenost smo pa nekako jemali kot nek blagor, kot nek vstop v svet, ki je krasen, spoznavanje, pozabili pa, da velikokrat sploh ne gre za željo po znanju, ampak da gre pravzaprav za tratanje časa, za koriščenje tega, torej brez znanja. Tisti otrok, ki je bil 10-20 ur na računalniku, je enako pameten naslednji dan, nobene nove vsebine ni spoznal, nič ne ve o dogodkih v tujini, nič ne ve recimo o kakšnem takem posebnem pojavu. Njega zanima samo
čas, ki ga porabi, veselje, ugodje, vedno se začne z neko tako željo ali po prijateljih, klepetih in seveda tudi tu veliko krat opazimo, da ti otroci ne živijo normalnega življenja, nimajo pravih staršev, ki bi se z njimi pogovorili, ali ti starši, sodobni starši, žalost, nimajo časa. In pravzaprav je ves tisti njihov pogovor, kako si kaj v šoli, pri čemer lahko sploh ne vedo, da otrok ni bil že 14 dni v šoli. Zlasti, če so to starejši srednješolci, ker šola ni obvezna, kjer te ne bodo klicali kot starša in sporočali, da tvojega otroka ni bilo v šolo, ker ne vedo, ali se je že izpisal ali ne. In zato se mi zdi, da je to kot neka grozeča nevarnost, ki prihaja, rešimo se jo pa lahko samo z osveščanjem. In izredno pohvalna je pravzaprav ta kampanja, vse to, kar se dogaja, da vsi starši spoznajo, da je možno izvedeti ogromno tudi z brošur, ki so na razpolago. Jaz sem bila izjemno vesela te prve brošure, ko smo na Primorskem imeli eno kampanjo, neminusodvisen.si, ko se je pojavila ta brošura, rumena, ki jo najbrž tudi imate, kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate vprašati svojih otrok. Izjemna resnica, ne? Veliko zveš, veliko poti se ti odpre in pravzaprav reagiraš pravočasno. In tako se mi zdi, da začneš otroka že kot malčka vzdajati. Tako kot sem prej rekla, otroku ne moreš dopustiti, da dela, kar on hoče. Ker potem pride v stanje, ko mu to izredno prija, ker mu nudi neko ugodje in takrat je pa že prepozno, tako kot je gospod Kramli povedal, ne? Takrat smo pa že tako daleč, da se zbojimo.